Spoštovani gospe in gospodje, himna Republike Slovenije. Komu najprej veselo zdravico, bratje, šlo zapit. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svit. Bratev se, kar nas je sinov, sloviče matere. Bratev se, kar nas je sinov, sloviče matere, sloviče matere. Živi nas in narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Darojak, prost bo vsakle bratje, sosed bo mejak. Darojak, prost bo vsakle bratje, sosed bo, ne vrakle, sosed bo mejak. Spoštovani gospod Janez Janša, spoštovani gospod župan Berto Menart, spoštovani gospod župnik Janez Petrič, predsednik krajevne skupnosti Rovte Jure Berzelak, poslanci državnega zbora, občinski svetniki in predstavniki veteranov vojne za Slovenijo. Dobrodošli na domačiji Lukančič, po domače Prlakančk. Naša družina je ponosna, da smo lahko bili delček zgodovinskega dogajanja ob nastajanju naše samostojne države Slovenije. K besedi vabim pobudnika današnjega praznovanja in predsednika občinskega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Logatec, Jožeta Leskovca. Spoštovani, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve skrbi, da spomin na obdobje nastanka naše samostojne države ne zamre. Zato smo bili še tako bolj veseli privolitve Toneta in njegove družine, da s primernim obeležjem in prireditvijo počastimo spomin na nevarni čas vojne za Slovenijo. Med načrtovanjem in pripravo, vabljenjem na prireditev sem slišal številne izgovore posameznikov, zakaj da ne morejo sodelovati ali se današnje slovesnosti ne udeležiti. Ne bi izgubljal besed. Leta 1991 nismo iskali izgovorov. Bilo je 15. maja leta 1990, dan pred prisego prve slovenske demokratične Demosove vlade, ko je prišlo do ukaza za razorožitev slovenske teritorialne obrambe. Tako je večina orožja romalo v skladišče JLA, saj so se le redki posamezniki temu uprli. 18. maja je tudi orožje občinskega štaba teritorialne obrambe Logatec prišlo pod ključ vojašnice. Pogum in iznajdljivost pripadnika poveljnika teritorialne obrambe Logatec Miru Pogačniku in skladiščniku Zvonetu Maček gre zahvala, da sta pod pretvezo kontrolnih pregledov večino orožja speljala nazaj.
To pa seveda ni moglo biti na prvotni lokaciji. 5 je bilo takih skrivališč in pred enim takim smo zbrani tudi danes. Toneta je tako jeseni 1990 poklical poveljnik občinskega štaba teritorialne obrambe Logatec Miro Pogačnik, naj se zgladi v štabu. Tone je bil v rezervni sestavi poveljnik 40. samostojnega voda Rovte. Sestanek je trajal zelo dolgo in kot se mu je kasneje zdelo, je šlo za nekakšno preverjanje zaupanja. Po nekaj dneh ga je Pogačnik ponovno poklical v Logatec. Takrat je v svojega Warburga naložil avtomatske puške skupaj s strelivom in eno ostrostrelsko puško. Po nekaj dneh pa je odšel še poročen minometalec, RB mine in ročne bombe. Ženo Marijo sta doma torej vse skrila, tako da nihče od domačih za to ni vedel. Bal se je grmenja, treskanja, bal se je požara in posledic, če bi požar zajel bombe in minomete. Kakšna nevarnost bi bila to za gasilce? Tako da so na koncu bombe našle varno mesto celo pod posteljo. Pri hiši je bilo 5 mladoletnih otrok, najmlajša stara dobra 2 tedna. Dela na kmetiji na pretek, vendar Tone ni iskal izgovorov tisto jutro, ko ga je obiskal kurir s pozivom. Domovina in njena svoboda je bila na prvem mestu. Na srečo in po božji previdnosti orožja ni bilo treba uporabiti in vsi fanti in možje 40. samostojnega voda Rovte so se živi in zdravi vrnili na svoje domove. V zahvalo Devici Mariji za priprošnjo pri Bogu pa je Tone v skalo izklesal votlino, kjer je dobila svoje mesto. Zato še enkrat, dragi Tone, en velik bohlonaj za vse in Bog živi tebe in vse tvoje. Zdaj pa te prosim, da skupaj z gospodom Janezom Janšo pristopita do plošče, da je svečano odkrijeta. Hvala, gospod Janez Janša, hvala, ata Tone, hvala, Robert in Aljaž. Prosim, gospod župnik, da podelite svoj blagoslov temu znamenju poguma, ki bo krasil dom in opominjal mimoidoče, da samostojna država ni bila podarjena, ampak izborjena. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Molimo, blagoslavljamo spominsko ploščo na hranjenje orožja za osamosvojitveno vojno za samostojno Slovenijo. Danes smo za to dejanje poguma in vere lahko Bogu hvaležni, da so mnogi zastavili svoja življenja, nekateri so jih tudi darovali, izgubili, kljub nehotenemu prijetju za orožje. Branili smo svojo neodvisnost in samostojno državo in demokracijo. Demokratično pot sedaj nadaljujemo. Blagoslov plošče naj nam bo v spomin in opomin, da nikoli več ne bi bilo treba prijeti za orožje in na ta način braniti svojo državo, v kateri živimo. Po Kristusu, našem Gospodu. Sedaj pa zmolimo še za vse umrle v vojni za Slovenijo in po njej. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj. Naj počivajo v miru. Gospod z vami, blagoslovi in varuje naj nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru. Hvala, gospod župnik, za podarjen blagoslov, ki naj pomaga naši domovini, da ostane trden viharnik vrh gora, ki ga ne more podreti noben vihar in ga nobena strela ne zaneti. Prosim zbor Notranjska, da tem besedam Ivana Sivca dodajo še melodijo, ki jo je ustvaril legendarni Slavko Avsenik. Kot viharnik vrh gora, naša je slovenska pesem, veje širi do neba, korenine do srca. Noben vihar ga ne podre, nobena strela ne požge. V pesmi naša je mladost, v njej je naš ponos. Kot viharnik vrh gora, se bojuje naša pesem, ko vihar nad njo divja, vsakdo jo še raje ima. Ker je slovenskih korenin, jo veter nosi prek planin. Ostala naša bo vse dni, ker raste iz srca. Hvala vam, dragi Notranjci, za tole interpretacijo Avsenikove pesmi, ki je bila napisana kot predlog za slovensko himno ob osamosvojitvi. Trden je slovenski rod, ki so ga skozi stoletja ogrožali številni vihari. In strele hudobije so ga uničevale od zunaj in od znotraj. Vedno pa so iz korenin zrasli novi in novi rodovi klenih Slovencev, ki so svojim delom oblikovali srce in dušo naroda. Primož Trubar, France Prešeren, Anton Martin Slomšek, Rudolf Meister, Lambert Ehrlich, Anton Vovk, Jože Pučnik in še mnogi več ali manj znani Slovenci. Malo njih je bilo spoštovanih za časa svojega življenja. Strele hudobije so jih uničevale
in premnoge tudi smrtno zadele. Eden takih klenih Slovencev, ki se ne vda in stoji pokončno kot viharnik vrh gora, je danes z nami. Gospod Janez Janša, prosim, da nam namenite nekaj spodbudnih besed. Spoštovani gostitelj, gospod Anton Lukančič, spoštovana družina Lukančič, spoštovani gospod župan, gospod župnik, kolegice in kolegi iz Državnega zbora, gospod Jože Pobudnik te slovesnosti, veteranke in veterani, Slovenke in Slovenci. Dogodek, kot je današnji, je dogodek, s katerim se oddolžujemo pogumu pred več kot 3 desetletji, pogumu, zaradi katerega pravzaprav danes lahko živimo v samostojni slovenski državi. Zdaj, če bi za to dejanje, ki se ga danes spominjamo, iskali samo 2 besedi, potem bi lahko uporabili besedi domovina in pogum. Kajti hraniti orožje teritorialne obrambe, ki je bilo povrhu tega še odvzeto jugoslovanski armadi nazaj, potem ko je bila slovenska teritorialna obramba v večini razorožena, zaradi akcije jugoslovanske armade pa tudi domačega izdajstva. Hraniti tisto orožje v letu 1990, ko smo imeli tukaj še jugoslovansko armado, veljavnost jugoslovanske ustave in jugoslovanskega kazenskega zakona, je bilo 2-krat pogumno dejanje. Prvič pogumno zaradi tega, ker je pač moral nekdo sprejeti to pogumno odločitev. Drugič pa zato, ker to ni bila nevarnost samo za gospodarja, ampak za celo družino. In ker je bilo to skupno tveganje, zaradi katerega smo pravzaprav takrat zmagali. Zdaj, podobnih krajev, kot je Lukančičeva domačija, je v Sloveniji samo nekaj 100. Samo nekaj 100 je bilo takšnih mest, kjer se je orožje teritorialne obrambe hranilo za primer, če bo kdo skušal za silo preprečiti slovensko osamosvojitev. Kar se je seveda na koncu tudi zgodilo, in to orožje je odigralo ključno vlogo v tistih prvih dneh, dokler slovenska teritorialna obramba in enote slovenske milice skupaj v tem precej neenakem boju niso osvojile skladišč jugoslovanske armade. Eno takšnih skladišč je bilo osvojeno tukaj v Strmcu pri Borovnici. Tam je en sam vod slovenske teritorialne obrambe, slabe 30 pogumnih fantov zaplenilo več orožja kot vse partizanske enote v 4 letih druge svetovne vojne. S tistim orožjem se je potem Slovenija lahko uprla tudi drugemu valu agresije jugoslovanske armade. Samo od tega zavzetja skladišč ne bi bilo, če ne bi že takoj na začetku imeli vsaj nekaj, kar smo lahko prijeli v roke. In orožje, kot je bilo orožje 40. samostojnega voda teritorialne obrambe, ki je bilo hranjeno tukaj, je bilo tisto orožje, ki je pač skupaj s količinami, ki so bile hranjene na podobnih krajih po Sloveniji, omogočilo, da se Slovenija ni osamosvojila samo operetno, tako kot so verjeli tisti, ki jim samostojna Slovenija nikoli ni bila intimna opcija. Čeprav so se potem, ko je bil znan veličasten rezultat plebiscita, nekako navidezno na površini priklonili ljudski volji. Smo pa imeli velike probleme z streljanjem v hrbet, tudi že potem, ko je bila agresija jugoslovanske armade tukaj v polnem obsegu, in ko je bilo marsikaj, kar se danes zdi samoumevno, zelo težko dobiti na mizo v obliki odločitev strani nekaterih, ki so takrat morali odločitve sprejemati. Zato, da nekako
slovenska osamosvojitev ne bi iz spomina Slovencev rasla kot tisto ključno dejanje v zgodovini našega naroda, se je v zadnjih 3 desetletjih skušalo narediti marsikaj. Saj sami poznamo, danes nismo tukaj, da bi obujali ali pa se spominjali vsega tistega, kar je stalo na poti tega, da danes ne bi bilo samo po sebi umevno in brezprizivno, da je slovenska osamosvojitev nekaj, kar je nespornega. Danes smo se zbrali zato, da se klanjamo pogumu, ki je to dejanje omogočilo. Smo pa vendarle včasih, ko se govori, da je samostojna slovenska država nastala že v sredi prejšnjega stoletja, jaz tistim pravim škoda, ker nam niste povedali, ker niste gospodu Lukančiču povedali, da že imamo samostojno državo, potem je bilo treba tukaj hraniti orožje v primeru, če bo kdo skušal preprečiti nastanek samostojne države. Govorijo, da ni bilo osamosvojitvene vojne, se pa še vedno spominjamo obrazov tistih, ki so umrli v boju za samostojno Slovenijo. Se klanjamo njihovemu spominu in delimo bolečino njihovih najbližjih. Ta slovenska osamosvojitev, to veličastno dejanje, pač ni samo umevno, ker se je skušalo v 3 desetletjih na nek način marginalizirati vse, kar je dejansko v tem času povezalo slovenski narod do tako visoke enotnosti, da smo na plebiscitu glasovali za samostojno Slovenijo z rezultatom, ki ga ni nihče pričakoval. Mimogrede, to je bil tudi edini trenutek v zgodovini slovenskega naroda, ko si je slovenski narod sam pisal sodbo, nihče drug nam jo ni. Prej so nam jo mnogi, tudi kasneje so jo poskušali. Takrat pa se je dejansko slovenski narod odločil, sam si je napisal sodbo, ta je bila veličastna in ta enotnost slovenskega naroda je prekrila tudi razlike v takratni slovenski politiki, kjer smo pač imeli demos in Majniško deklaracijo in tiste, ki so šli na prve večstrankarske volitve s temeljno listino, v kateri je pisalo, da so še vedno za socializem in Jugoslavijo. Nekoliko drugačno, ampak še vedno za isto stvar. Glede na to, da je bila politika nažalost manj enotna kot slovenski narod, se je pač skušalo prekriti to dogajanje vse do nedavnega, ko smo doživeli, da se je sprejelo odločitev o ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Zdaj sem bil veliko po svetu v 3 mandatih, ko sem vodil vlado. V veliko državah v Evropi in tudi izven nje je del uradnih obiskov, tudi obisk pomnikov nastanka tiste države, muzejev osamosvojitve tiste države, pomnikov, poklon žrtvam, ki so padle za samostojnost tiste države. Nikjer, pravzaprav kjerkoli sem bil, nisem obiskal države, ki ne bi imela takšnega muzeja, takšne institucije. Ne skrito nekam, zakrito nekje, ampak pač kot nekaj, kar je osrednja muzejska institucija. In seveda ne boste našli, če manj boste našli kjerkoli na svetu državo ali pa vlado kakšne države, ki je tak muzej ukinila. Slovenci smo tukaj res, bom rekel, velik unikum, komurkoli od prijateljev po svetu to razlagaš, noben tega ne razume. Zato, da to razumemo, kaj se nam dogaja in da se znamo temu tudi učinkovito demokratično zoperstaviti, je treba pač poznati prave vzroke. Pravi vzroki seveda niso v pomanjkanju stroke, ki naj bi odločala o teh institucijah. Pravi vzroki so pač v tem, da se nekdo boji, da bi v Muzeju slovenske osamosvojitve ta veličastni čas slovenskega naroda bil prikazan tako, kot so se stvari dejansko zgodile.
in zgodile so se veličastno. Kljub tveganju, žrtvam, kljub nasprotovanju in tako naprej je pač skupna vsota zelo pozitivna in iz tega lahko, iz tega vodnjaka lahko vsi zajemamo tudi za čase, ko so kritični in ko je takšno enotnost ponovno treba dosegati. In seveda pri vseh velikih dogodkih so tudi v zgodovini drugih držav bile tudi stranpoti in tudi o teh stranpoteh se je treba pogovarjati ravno zato, da se kdaj v prihodnosti kasneje ne ponovijo. Slovenija ni, prej je bilo omenjeno, kako smo morali nazaj dobivati naše orožje, ki je bilo plačano strani slovenskega delavca, kajti orožje teritorialne obrambe ni bilo kupljeno iz beograjskega proračuna, ki so ga itak mimogrede v glavnem trikrat več, kot nas je bilo v deležu prebivalstva, polnili slovenski davkoplačevalci. Posebej je bilo plačano iz proračunov občin in podjetij takrat. In to orožje je bilo ukradeno, vzeto in z veliko pomočjo tistih, ki so bili v dneh, ko je šele nastajala nova Demosova vlada, še ali že na oblasti. Mislim na stare strukture v takratni republiški hierarhiji in na novo predsedstvo države, ki je nekaj dni prej priseglo. In vsi so bili obveščeni, kaj se bo zgodilo, nihče tega ni povedal Demosovi vladi v nastajanju. Ampak nihče jih ni preganjal, nihče ni zaradi tega sprožil nekih postopkov. Verjeli smo, da ker se je stvar srečno končala, pozabimo te stvari, spominjamo se jih zgolj kot nauk, ne zato, da bo kdo preganjan ali kaznovan in pojdimo enotni naprej. Minilo je samo 1 leto, po Demosovi vladi so prišle druge in začelo se je omalovaževanje tega časa, ki je Slovence združil, in poveličevanje nekega drugega časa, ki je Slovence razbil. Zaradi tega časa imamo še vedno kot narod veliko travmo, še vedno nepokopane rojake, še vedno lažne pripovedke in lažne mite po slovenskem javnem prostoru. Danes lahko mirno, enostavno testirate slovenski politični prostor in vidite, kdo se dejansko zavzema za skupno dobro in kdo veliko govori o skupnem dobrem in o sodelovanju in enotnosti in neizključevanju, hkrati pa dela ravno obratno. Tisti, ki poudarja čas slovenske osamosvojitve, temu gre za skupno dobro. Tisti, ki poudarja čas narodnega razkola, temu ne gre za skupno dobro. Vsa zgodovina je naša, moramo se z njo pač sprijazniti. Ne moremo pa na isto raven ne postavljati dobro in zlo. Ker družba, ki ni sposobna na neki občečloveški moralni ravni pri temeljnih stvareh ločiti med tem, kar je dobro in med tem, kar ni dobro, ta družba tava in danes slovenska družba žal tava. Na začetku so pevke in pevci zapeli 2 kitici Prešernove Zdravljice. Prešernova Zdravljica je naša himna. Naša himna je po ustavi iz decembra leta 1991. Himna pa je postala tudi že prej, še preden smo se osamosvojili z nekim zakonom, ki je bil sprejet, mislim, da marca leta 1990, še pred prvimi večstrankarskimi volitvami. Zakaj to posebej poudarjam? Poudarjam zato, ker smo danes pač v času, ko se borimo za besedo. Ne samo Slovenija, žal je tudi velik del zahodnega sveta v neki atmosferi, kjer je bil jezik ukraden.
ko se govori o stvareh z besedami, ki pomenijo ravno obratno, ko se beseda zlorablja. Zdaj v Svetem pismu v Evangeliju po Janezu piše na začetku naslednje. Na začetku je bila beseda in ta je bila pri Bogu. Nič, kar se je zgodilo, se ni zgodilo brez nje, kar se je zgodilo. Smo v času, ko celotna zahodna civilizacija, katere del je zdaj Slovenija tudi formalno s članstvom v Evropski uniji in v NATO, bori za besedo. In slovensko himno se omenil zaradi tega, ker vsakič, ko slišite, da se zaigra samo 7. kitica Prešernove Zdravljice, vedite, da vam kradejo besedo. In to zelo perfidno. Nekaj tednov nazaj je nacionalna televizija v neki oddaji pokazala takrat še eno strankarsko skupščino, mislim, da iz marca leta 1990, kjer so tik pred volitvami hiteli z nekaterimi zakoni. Takrat so sprejeli tudi zakon o tem, da je Zdravljica slovenska himna. In glejte, slovenski komunisti so takrat peli celo Zdravljico. Ne samo 7. kitico. In v tem smo v ustavo zapisali, da je cela Zdravljica slovenska himna in Zdravljica v svojem polnem obsegu. Če preberete vse kitice, je popolna pesnitev. To je oda slovenskega naroda, največjega slovenskega pesnika in duh te celote, te zgodovinskosti je zajet v tem stavku slovenske ustave, ker piše, da je Zdravljica slovenska himna. Potem pa, glejte, leta 1994, 3 leta po slovenski osamosvojitvi, pride pač leva vlada, minister za kulturo Jožef Školč predlagajo zakon, katerem napišejo, da je slovenska himna 7. kitica Prešernove Zdravljice. Zakon je nižji akt od ustave. Zakon po ustavi lahko določi, kako se himna izvaja. Lahko določi, da se ob nekih priložnostih igra samo en del, ker je sicer to predolgo. Mnoge države imajo to, ampak ob državnih praznikih, ob ključnih mejnikih je pa himna Zdravljica ali pa vsaj so bistveni deli Zdravljice. Eden od velikih slovenskih pisateljev, nedavno preminuli Boris Pahor, je napisal esej o tem. Napisal je, kako ga tujci, prijatelji po svetu sprašujejo, zakaj Slovenija izvaja za svojo himno Internacionalo. Ker 7. kitica pravi, žive naj vsi narodi, ki jih hrepenje dočaka dan in tako naprej, kar je seveda v kontekstu Zdravljice sijajno besedilo, vsi si želimo miru in prijatelje za sosede. Vendar, pravi Boris Pahor, zakaj se najprej ne predstavite? Kdo si ti, ki hočeš biti prijatelj z mano? In Boris Pahor je tisti, ki je prej kot mi spoznal, da nam pri slovenski himni kradejo besedo, sam pomen, in je na to opozoril, že je bil preslišan. Marsikaj, kar je on povedal, so slovenski mediji na veliko objavljali. Zdaj, to njegovo besedilo je bilo več ali manj povsod cenzurirano. Zdaj, meni so stvari postale jasne šele, ko smo neko stvar iskali v Slovenskem arhivu in tam smo odkrili spis, lahko bi bolj rekli, agitprop članek Borisa Kidriča iz leta 1942 v glasilu Komunistične partije Slovenije, ki se takrat ni imenovalo Komunist, ampak Delo. In v tem članku Boris Kidrič piše, slovenski narod gre v tej revolucionarni borbi za osvoboditev in za zmago internacionalnega komunizma skozi preobrazbo. Na koncu to ne bo več nek narod, kot je bil, ampak bo to internacionalistični narod
in da se izrazi ta nova vsebina slovenskega naroda, je idealna 7. kitica Prešernove Zdravljice. Internacionalni del. In od leta 1994 se to dejansko izvaja, ponosno pojemo, ne da bi vedeli, da je to samo en del. Mi smo, mislim, da doslej 4-krat vložili zakon, da se to popravi, in 4-krat je bilo to v Slovenskem državnem zboru zavrnjeno. Torej, ko boste prvič na državni proslavi, parkrat smo to že poskušali, pa je bilo to zelo na nos sprejeto. Se pravi, je potrebno najprej spremeniti zakon, preden želimo kaj resnega tukaj popraviti, ampak ko boste naslednjič prvič na eni od državnih proslav ali za dan slovenske državnosti ali za dan slovenske samostojnosti zaslišali bodisi celo himno, bodisi 2. in 7. kitico, kot smo jo slišali danes, vedite, da je slovenski narod dobil nazaj besedo. Ker ko se je to zgodilo, se bo zgodilo še marsikaj drugega. Žal, ves ta pogum, ki je bil investiran v slovensko osamosvojitev, ni pripeljal tudi do popolne osvoboditve. Torej, tukaj nas še kar nekaj dela čaka, je pa to delo nemogoče dokončati, če dopustimo, da se ruši sam temelj, na katerem je pač možno postaviti hišo. Kot pravi Sveto pismo, hiša, ki je zidana na pesku, se bo podrla ali pa jo bo odnesla voda, hiša, ki je zidana na kamnu, bo stala. Zdaj, enotnost slovenskega naroda na plebiscitu, pogum slovenskega naroda v pripravah na to, da branimo to odločitev, kot se je dogajalo v tej hiši. Lahko si predstavljamo ure tesnobe, ko se ni vedelo, kaj bo, ker od poletja leta 90 do naslednjega poletja, ko smo zmagali v vojni, je minilo 1 leto. Veliko težkih trenutkov je verjetno bilo. In še enkrat hvala, gospod Lukančič, za ta pogum. Skratka, brez tega temelja od takrat, brez tega, da to spoštujemo, da na tem temelju zidamo slovensko prihodnost, lahko slovenski narod in slovenska država zgolj tava. V zgodovini Slovenije je polno sijajnih dogodkov, ogromno poguma naših prednikov skozi stoletja, ampak noben od teh dogodkov se ni na koncu izšel v neko končno dejanje, v to, da postanemo formalno gospodar na svoji zemlji, da dobimo svojo državo. To nam je dala šele slovenska osamosvojitev. In kadarkoli, in prihodnost vedno skriva priložnosti in pasti in preizkušnje, kadarkoli pridemo v preizkušnjo, iz katerega časa, iz katerega vodnjaka bomo zajemali zglede za pogum. Verjetno iz tistega vodnjaka, v katerem ta pogum obstaja. Iz tistega vodnjaka, v katerem je dovolj enotnosti, da nas lahko preko razlik poveže tudi v trenutkih preizkušnje. In iz tistega vodnjaka, v katerega smo junija leta 1991 izčrpali vodo kulture smrti in ga napolnili s kulturo življenja. To je temelj dobre prihodnosti Slovencev. Hvala, ker delite hojo po tej poti. Hvala, ker ste danes prišli sem. Bog živi vse, Bog živi Slovenijo.
Hvala vam za spodbudne besede. Hvaležni moramo biti vsem, ki so pred dobrimi 30 leti izkoristili pravi trenutek in se podali na tvegano pot osamosvajanja, in hvaležni našim prednikom, da so ohranili jezik, identiteto, ohranili domovino, da je bila lahko 1991. Izbojevana samostojna država Slovenija. V vseh obdobjih zgodovine smo imeli pesnike, ki so opevali lepote naše domovine. Tudi danes jih še imamo. Na tisoče pesmi govorijo o lepoti raja pod Triglavom, o ljubezni do rodne grude, prepojene z znojem in solzami, pa tudi s krvjo. Med tolikimi pa je težko najti tisto, ki bi bila primerna za zaključek našega srečanja. Zato za konec naprošam notrance, da nam zapojejo eno po svojem izboru. Vam, dragi obiskovalci, pa se iz srca zahvaljujem za današnji obisk. Prosim vas, da se po zaključni pesmi še nekoliko zadržite ob dobrotah naših gospodinj in ob dobri kapljici. Čisto za konec bi pa še prosila ata Toneta, da nam spregovori nekaj besed. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zahvala naprej gospodu Janezu Janši, gospodu župniku Janezu Petrič in vsem, ki ste pripravili to slovesnost, tudi takratnim sovojakom, ki ste bili poslušni in razumni. Predvsem pa se zahvaljujem ženi Mariji, otrokom, družini, vsem sorodnikom, sosedom in nasploh vsem, ki ste leta 1991 pomagali doma na kmetiji, da je kljub moji odsotnosti delo ob košnji potekalo nemoteno. Najlepša hvala tudi vam, ki ste se danes udeležili te slovesnosti. In rekel, in rekel.